Izdelki, ki jih vidimo na televiziji, se pogosto zdijo predobri, da bi bili resnični. In čeprav nekateri od teh izdelkov delujejo točno tako, kot je oglaševano na embalaži, drugi vsebujejo skrite nevarnosti ali kršitve patentov, ki pridejo na dan šele kasneje. Neizogibno to vodi do tožb, ki lahko zadevno podjetje stanejo milijone dolarjev. To je 10 izdelkov, ki jih poznamo z televizije in so bili deležni velikih tožb. Številka 10. Talabrandovi Bunch of Balloons. Kadarkoli uspešen izdelek pride na police, je običajno le vprašanje časa, preden ga nekdo poskuša kopirati, namesto da bi prišel do svoje izvirne ideje. To se je zgodilo leta 2014 po izidu Bunch of Balloons, izdelka, ki je pripadal podjetju Zuru Toys. Ta inovativni izdelek omogoča vsakomur, da napolni 100 balonov v samo 1 minuti. To dosežete tako, da predhodno sestavljeno steblo balonov priključite neposredno na pipo ali vodno cev, nato pa se vseh 100 balonov hkrati napolni, potem pa se samodejno odklopijo od stebla in se sami zaprejo. To je tista vrsta igrače, ki lahko otroke zaposli za ure, zato ni bilo presenečenje, da je takoj postala uspešnica med kupci. Vendar pa je, kot se pogosto zgodi, Zuru kmalu ugotovil, da je drugo podjetje, Talabrand, kopiralo njegov patent in sledila je tožba. Junija tistega leta je sodnik izdal začasno odredbo proti podjetju Bed Bath & Beyond, ki je prodajalo Talabrandovo različico Bunch of Balloons, imenovano Balloon Bonanza, verjetno ne da bi vedeli, da patent pripada podjetju Zuru. Vendar je Talabrand izdal še 2 izdelka, ki sta kršila patentno zakonodajo, in sicer Battle Balloons in Easy Einstein izdelka. Vsi 3 izdelki so bili za 3 leta umaknjeni s trga, dokler je veljala začasna odredba, in na koncu je primer prišel na sodišče. Med tem postopkom je bilo ugotovljeno, da sta Talabrand in več prodajnih mest, ki so prodajala njihove izdelke, namerno kršila patentne omejitve in kljub več pritožbam Talabranda so izgubili primer. Sodnik je poudaril, da je Talabrand preprosto uporabil Zurojev dizajn in nato naredil površinske spremembe na zunanjem ohišju, da bi ga razlikoval od izvirnega izdelka. To je bilo očitno dejanje in, kot je bilo pričakovano, je bil Talabrand prisiljen plačati odškodnino v višini 12,3 milijone dolarjev. 10,4 milijona je bilo dodeljenih za izgubljeni dobiček, 2 milijona dolarjev za primerno licenčnino in 67 tisoč dolarjev za dodatne kršitve strani različnih prodajalcev, zaradi česar je to ena najdražjih napak v zgodovini podjetja. Številka 9. Vsakič, ko se prijavimo na spletno storitev ali kupujemo izdelke prek spleta, smo opozorjeni naj natančno preberemo drobni tisk, saj nekatera nepoštena podjetja poskušajo namerno preveč zaračunati svojim strankam in pri tem ustvariti lep dobiček. Če smo pošteni, večina izmed nas nikoli ne bere drobnega tiska, saj večina podjetij posluje v skladu z zakonom, vendar to ni veljalo za Guthy-Renker leta 2017, ko so naredili resno napako, ki je podjetje stala milijone dolarjev. Guthy-Renker je eno največjih podjetij za neposredno trženje na svetu. Tisto leto pa so bili pogodbeno zavezani prodajati izdelke blagovnih znamk Proactiv in Ren, predvsem njihova zdravila proti aknam in izdelke za nego las. Ker so te izdelke razvila ugledna podjetja, so se hitro začeli dobro prodajati. Vendar so že nekaj mesecev po izidu kupci začeli tarnati, da jih je Guthy-Renker prevaral. Navedli so, da so bili v prepričanju, da so kupili le en komplet izdelkov po fiksni ceni, vendar temu ni bilo tako. Naslednji mesec so jim ponovno zaračunali na kartico in iste izdelke poslali na njihove naslove. Tako je bilo pri izdelkih Proactiv in Ren, zato so začeli preiskavo. Ugotovili so, da je podjetje v obrazce za naročilo skrilo funkcijo samodejne obnove, zaradi česar so stranke nevede pristale na mesečno podaljševanje naročil. Njihov težko prislužen denar so jim ob koncu vsakega meseca jemali z bančnih računov, čeprav niso bili obveščeni, da se bo to zgodilo. V imenu kalifornijskih strank, ki so kupile izdelke Proactiv, je bila vložena tožba in resnica je končno prišla na dan. Sodišče je ugotovilo, da podjetje Guthy-Renker ni ustrezno razkrilo pogojev samodejne obnove in neprekinjene storitve, zato jim je bilo naloženo, da izplačajo 15,2 milijona dolarjev v gotovini in vrednostnih bonih za izdelke. Leta 2019 je bila vložena druga tožba, po nadaljnjih pritožbah vladna delovna skupina pa je začela preiskavo. Obtožbe so bile ponovno potrjene kot resnične in podjetje je moralo zaradi poravnave plačati 8,5 milijona dolarjev. To je vključevalo 1,2 milijona dolarjev civilnih kazni in 7,3 milijona dolarjev povračil potrošnikom zaradi zavajajočega ravnanja do tistih, ki so napačno zaupali, da so v dobrih rokah. To je privedlo do več sprememb politike, ki so zagotovile, da bodo vsi kupci Guthy-Renkerja, ki so izdelke kupili prek spleta, popolnoma obveščeni o vseh samodejnih podaljšanjih in ponavljajočih se naročninah, ki so na voljo. Številka 8. Tommy Copper je blagovna znamka, ki je najbolj znana po svoji športni opremi in nosljivih izdelkih za dobro počutje, kot so kompresijski rokavi, opornice, majice za podporo drže ter ortopedski čevlji in rokavice za okrevanje.
Kar to blagovno znamko loči od drugih, je dejstvo, da je njihova oblačila Copper Fit prepojena z bakrom in cinkom, ki po navedbah podjetja preprečujeta rast mikrobov, ki povzročajo neprijeten vonj na oblačilih. Skupaj z njihovo 4D raztegljivo tkanino, ki naj bi uporabniku zagotavljala udobno kompresijo za daljša obdobja, medtem ko uživa v izbranem športu ali aktivnosti. Čeprav vsi teh trditev niso vzeli zares, je veliko ljudi menilo, da so ti izdelki točno to, kar potrebujejo, in sprva so se dobro prodajali. Toda leta 2022 je moški z imenom Vincent Pucciarelli vložil skupinsko tožbo proti podjetju Copperfit. V svoji pritožbi je navedel, da je podjetje trdilo, da bodo njihova oblačila in dodatki lajšali mišične bolečine in bolečine v sklepih, vendar je veliko ljudi, ki so izdelke kupili in jih uporabljali, podalo povratne informacije, da temu ni bilo tako. Oblačila Copperfit niso imela nobenega vpliva na njihovo fizično stanje, zato so menili, da so plačali visoko ceno za izdelek, ki ni izpolnil svojih obljub. Večina teh nakupov je bila opravljenih potem, ko so kupci izdelke videli v neposrednih televizijskih oglasih, oblačila pa so bila na voljo tudi pri več prodajalcih. Med temi so bili Dick's Sporting Goods, Rite Aid, Target, Walgreens, Walmart in CVS. Na voljo so bila tudi za nakup prek spleta na Amazonu ali na lastni spletni strani Copperfit. Preden so te težave prišle na dan, so izdelke promovirali nekdanji zvezdniki NFL Brett Favre in Jerry Rice ter slavna igralka Gwyneth Paltrow. Med sodnim postopkom je bilo razkrito, da bakar, vgrajen v te izdelke, nikoli ne preide v telo uporabnika in tudi če bi, ne bi nudil nobene terapevtske olajšave ali zdravstvenih koristi kakršnekoli vrste. Kompresijska oblačila, o katerih je govora, so bila prav tako prepojena s koencimom Q10, za katerega je Copperfit trdil, da se bo absorbiral v telo in pomagal pri razstrupljanju. Toda tudi ta trditev se je izkazala za lažno, stranke pa so bile ogorčene. Med letoma 2011 in 2014 je podjetje prodalo za približno $87 milijonov teh izdelkov, sodišče pa je odločilo, je treba del tega vrniti. Podjetju Copperfit je bilo naloženo, da plača $35 milijona zaradi lažnih trditev o svojih izdelkih. Od tega $750,000 za poravnavo skupinske tožbe proti njim. Številka 7. Vedno je zaskrbljujoče, ko izdelek poškoduje svojega uporabnika, kar se je zgodilo po izidu Power Pressure Cooker XL. Ta izdelek, viden na televiziji, je bil električni večnamenski kuhalnik, ki ga je ustvarilo podjetje 3 Star Products. Kuhalnik je bil na voljo v velikostih 6 in 8 litrov ter je obljubljal strankam izjemno udobje, saj je imel nastavitev na en dotik za različne vrste mesa, vključno s piščancem, govedino, svinjino in tako naprej. Notranji lonec naj bi bil nelepljiv, odstranljiv in pralen, poleg tega pa ga je bilo mogoče varno postaviti v pomivalni stroj. To je pomenilo, da je bilo meso mogoče najprej zapeči, preden se ga postavil v ekonom lonec, kar je zagotovilo, da je ostalo znotraj sočno. Pokrov se je lahko zaklenil na svoje mesto in je bil posebej zasnovan tako, da je sprostil pritisk, če je bil nepravilno zaprt. To je bila zelo pomembna lastnost, saj so lahko nesreče, ki jih povzročijo ekonom lonci, izjemno resne. Pokrov je bilo mogoče odpreti šele, ko je ves pritisk v notranjosti izginil, kar je dodalo še eno zelo potrebno varnostno funkcijo. Z vsemi temi obljubami, ki so bile dane, se je ekonom lonec začel hitro prodajati, vendar je leta 2017 6 strank vložilo tožbo proti podjetju 3 Star, saj so trdili, da je električni ekonom lonec pokvarjen in da je v resnici izjemno nevaren. V pritožbi, ki je bila vložena v Filadelfiji, je 6 tožnikov navedlo, da je njihov ekonom lonec nenadoma počil in eksplodiral, ter da so utrpeli hude poškodbe zaradi vrele tekočine, ki je brizgnila ven. Dodali so, da so v celoti upoštevali priložena navodila in da je do eksplozije prišlo zaradi odpovedi vsaj ene od varnostnih funkcij lonca. Kmalu zatem je še 16 ljudi vložilo tožbe proti 3 Starju, pri čemer so trdili, da je bil lonec nepravilno zasnovan in da so tudi sami utrpeli opekline, ko so njihovi lonci nepričakovano odpovedali. Večina teh incidentov se je zgodila, ko je pokrov lonca nenadoma odletel, medtem ko je bil lonec popolnoma pod pritiskom. Zato so trdili, da so bile 3 Starjeve trditve o varni uporabi lonca lažne in da so se posluževali zavajajočega trženja. Poleg tega je podjetje prezrlo podobne pritožbe, ki so bile vložene v preteklosti in mu je bilo naloženo, da prizadetim strankam izplača dobropis ter $1,98 milijona za odvetniške stroške. Številka 6. Težko bi našli popolnoma nov App Circle Pro v prodaji v trgovinah danes, saj je bil izdelek leta 2012 predmet skupinske tožbe, zaradi katere je moralo marketinško podjetje, ki je izdelek oglaševalo, svojim strankam izplačati milijone dolarjev povračil. AB Circle Pro je domači pripomoček za krepitev trebušnih mišic in mišic trupa, ki po navedbah podjetij Fitness Brands Incorporated in Fitness Brands International Incorporated aktivira zgornje in spodnje trebušne mišice ter poševne trebušne mišice. Izdelek so prodajali prek televizijskega oglaševanja in sprva se je zdelo, da je pri kupcih uspešnica, saj so se enote hitro prodajale. Toda temu je kmalu prišel nenaden konec, ko se je izkazalo, da so bile trditve podjetja o izgubi teže in krepitvi mišic močno pretirane.
V televizijskih oglasih, ki so bili v enem letu predvajani kar 10.000-krat, so trdili, da bodo uporabniki z uporabo App Circle Pro izgubili celo do 5 kg v samo 2 tednih, če bodo napravo uporabljali vsaj 3 minute na dan. Zaradi teh trditev so kupci za napravo plačali med $200 in $250 na kos ter pričakovali rezultate v prvih 2 tednih, a so bili razočarani, ko so ugotovili, da so bile trditve popolnoma lažne. Voditeljica teh oglasov, Jennifer Nicole Lee, je trdila, da je z uporabo App Circle Pro izgubila 80 funtov, vendar so mnogi verjeli, da so bile tudi njene številke močno pretirane. Naročeno ji je bilo, da nikoli več ne sme lažno trditi, da je naprava pripomogla k njeni izgubi teže, ter da mora zagotoviti vračilo denarja vsem strankam, ki so to zahtevale potem, ko so bile zavedene v nakup izdelka. Zaradi tega je bilo podjetju Fitness Brands naloženo, da plača $1,2 milijona poravnave, medtem ko so podjetja Direct Holdings Americas Incorporated, Direct Entertainment Media Group Incorporated in Reader's Digest plačala $13,8 milijona. To pa ni bil konec primera, saj je moralo podjetje še vedno zagotoviti vračila denarja svojim strankam. Ocenjuje pa se, da so skupaj plačali več kot $25 milijonov. Po tem primeru so bili potrošniki opomnjeni, naj previdno ocenjujejo oglaševalske trditve v zvezi s fitness opremo in naj prijavijo morebitne podobne težave z drugimi zavajajočimi izdelki. Številka 5. Izdelki za hujšanje se običajno zelo dobro prodajajo, saj milijoni ljudi po vsem svetu menijo, da imajo prekomerno telesno težo in da jim lahko tak izdelek pomaga doseči idealno težo, vendar to ni vedno tako. Lahko je zelo slaba ideja uporabljati kateregakoli od teh izdelkov brez temeljite raziskave in predvsem brez posveta z zdravnikom, preden zaužijete kakršnekoli dodatke, ki obljubljajo zmanjšanje obsega telesa. Sredi 2000-ih let je bila industrija prehranskih dopolnil močno osredotočena na Hudio Gordoni, puščavsko sočnico, ki so jo v preteklosti uporabljali tamkajšnji domorodci za zatiranje lakote. Domnevne lastnosti rastline za hujšanje so bile uporabljene v več različnih izdelkih in jih je tržilo veliko podjetij, ki so trdila, da bo pomagala strankam izgubiti težo brez napora, saj naj bi prevarala možgane, da bi se počutili, kot da so pravkar pojedli obrok. Trdili so, da lahko vsakdo zmanjša svoj dnevni vnos kalorij za od 1000 do 2000 kalorij, ter dodali, da so bili ti izdelki klinično in znanstveno dokazano učinkoviti, kar pa ni držalo. Poleg tega so podajali škodljive trditve, da se lahko ti izdelki uporabljajo kot učinkovito zdravljenje proti debelosti, ne da bi moral uporabnik slediti strogi ali omejevalni dieti kakršnekoli vrste. Za pojasnilo je tržnik navedel, da rastline vsebujejo posebno molekulo imenovano P57, za katero so trdili, da neposredno vpliva na del možganov, ki uravnava apetit, hipotalamus. Te trditve so bile podane kljub dejstvu, da ni bilo najdenih nobenih znanstvenih dokazov o njihovi učinkovitosti in leta 2009 se je Zvezna komisija za trgovino odločila ukrepati proti tržnikom teh prehranskih dopolnil. Obtoženi so bili lažnih, zavajajočih in neutemeljenih trditev o zdravstvenih koristih ter zavajajočega oglaševanja, ki so ga spremljali drugi materiali, ki so lažno potrjevali njihove trditve. V tožbi sta bila navedena podjetja Nutraceutical International LLC in Stella Labs LLC, skupaj 4 posamezniki, Davidom J. Romerom, Deborah B. Vickery, Craigom Paytonom in Zoltanom Flavinijem, ki so ta podjetja zastopali v svojih vlogah. Romeroju in njegovim podjetjem je bilo prepovedano podajati kakršnekoli trditve o izgubi telesne teže v zvezi s Hudio Gordoni, poleg tega pa mu je bilo odrejeno, da se odpove svoji počitniški hiši v Vermontu ali pa se sooči z globo v višini $20,500,000. Paytonu so že zasegli premoženje v nepovezanem primeru, Vickerjevi pa je bilo odrejeno, da plača $4 milijone, potem ko je bilo ugotovljeno, da je lažno trdila, da nima sredstev za plačilo sodbe proti njej. Številka 4. Nihče si ne bi mislil, da bi lahko preprost pripomoček, kot je čistilec zraka, povzročil obsežno skupinsko tožbo, vendar se je prav to zgodilo v primeru čistilca zraka Ionic Breeze Quadra, ki ga je prodajalo podjetje Sharper Image Corp do leta 2007. Izdelek je bil prvič predstavljen v zgodnjih 2000 letih in ker ni vseboval ventilatorjev ali filtrov, je podjetje trdilo, da je popolnoma tih in zahteva malo vzdrževanja. Poleg tega so trdili, da uporablja Zen-ion efekt, ki z elektronskim pogonom nabije molekule zraka in tako ustvari krožeč vetrič v vsakem prostoru, kjer je bil postavljen. V notranjosti naprave je bil elektrostatični izločevalnik, ki je v zrak sproščal negativne ione, za katere je podjetje trdilo, da elektrificirajo prah, pršice in cvetni prah. Ti delci naj bi bili nato magnetno privlačeni na pozitivno nabite zbirane plošče iz nerjavečega jekla, kar naj bi pustilo zrak v prostoru svež in prečiščen. Naprava je postala zelo priljubljena, ko so jo začeli oglaševati na televiziji, vendar so se kmalu začele pojavljati pritožbe strank. Nek moški je izjavil, da je za enega od čistilcev plačal več $100, saj je moral zmanjšati količino prahu in cvetnega prahu v svojem domu.
Vendar je po nekaj dneh uporabe opazil, da so zbiralne plošče prazne in da čistilec ni ničesar prispeval k izboljšanju kakovosti zraka v njegovem domu. Vendar je podjetje Sharper Image te trditve zanikalo in izjavilo, da je bil izdelek znanstveno dokazan. Ko pa se je oglasilo še veliko več strank s pritožbami, je postalo jasno, da obstaja težava s čistilcem zraka Ionic Breeze Quadra. Predlagana je bila poravnava, po kateri bi podjetje vsakemu prizadetemu kupcu, teh je bilo okoli 3.200.000, dalo $19 v obliki dobropisa za nakup blaga. Ti dobropisi pa bi bili veljavni le za nakup drugih izdelkov podjetja Sharper Image in bi jih bilo treba uporabiti v enem letu po izdaji. Ti kupci so bili prav tako upravičeni do nakupa žarna nastavka za čistilec za $7, medtem ko je bila običajna cena takrat okoli $40. Podjetju Sharper Image je bilo prav tako naloženo, da plača $1,8 milijona za odvetniške stroške in čeprav skupni znesek poravnave ostaja neznan, naj bi podjetje to stalo več milijonov dolarjev. Številka 3. Nekateri izdelki iz televizijske prodaje ne povzročijo le tožb, ki stanejo milijone dolarjev, ampak v nekaterih primerih še veliko hujše posledice, kot je razvidno iz primera proti Kevinu Trudeauju, znanemu televizijskemu prodajalcu, ki je postal znan po promoviranju alternativne medicine. Prav tako je hvalil učinkovitost določenih strategij za hujšanje in pogosto ponujal finančne nasvete prek svojega marketinškega imperija. Leta 2007 je izdal knjigo z naslovom The Weight Loss Cure They Don't Want You to Know About. V njej je Trudeau trdil, da lahko bralci sodelujejo v enostavnem programu za hujšanje, med katerim lahko jedo, kar želijo in da jim ni treba telovaditi. Vendar pa je od njih zahteval, da zaužijajo le 500 kalorij na dan, hkrati pa si vbrizgavajo določen hormon. Ta hormon je predstavljal kot čudežno snov, ki bi jim pomagala trajno izgubiti težo brez dodatnega truda. Vendar je bila resnica veliko bolj zapletena in nevarna. Ljudje, ki so kupili knjigo, so bili presenečeni, ko so ugotovili, da vsebuje navodila o tem, katera živila naj jedo, koliko jih je dovoljeno na dan in kar je bilo najbolj presenetljivo, da je načrt vključeval tudi vadbeni režim, kar je neposredno nasprotovalo trditvam, ki jih je navajal v svojih infomercialih. Leta 2008 je Trudeaueva čudežna rešitev za hujšanje ponovno pripeljala do težav z zakonom, ko je postalo jasno, da se je ukvarjal z lažnim oglaševanjem, kar bi lahko zlahka povzročilo, da bi nekdo resno zbolel ali še huje. Naloženo mu je bilo, da plača več kot $37 milijonov, saj je kršil sporazumno sodno odredbo, ki je bila izdana leta 2004. Potem, ko je lažno trdil, da lahko eden od njegovih drugih izdelkov, Coral Calcium Supreme, pozdravi raka, bolezni srca, visok krvni tlak in številne druge bolezni. Vendar to ni bilo zadnjič, da je stal pred sodiščem. Leta 2014 je bil obsojen na 10 let zapora zaradi goljufije, pri čemer je sodnik izjavil, da je Trudeau prevarant do jedra, saj je v eni fazi celo uporabil materino številko socialnega zavarovanja za izvedbo prevare. Takrat je imel 50 let in ugotovili so, da je goljufije izvajal že od svojih zgodnjih 20 let. Izkoristil je vsako priložnost, da je ljudem izmaknil težko prislužen denar. Trudeau je trdil, da ga ameriška vlada preganja, vendar so njegova prošnja naletela na gluha ušesa in bil je izpuščen šele po približno 8 letih prestajanja kazni. Številka 2. Vsak, ki je kdaj delal v storitveni industriji, pozna izraz nadgradna prodaja. To je popolnoma zakonit način, kako stranko vprašati, ali želi k svojemu naročilu dodati še kakšen izdelek, pri čemer lahko to sprejme ali zavrne. Nekatera podjetja to taktiko uporabljajo na goljufiv način, kot je razvidno iz primera proti Ontel Products Corporation, ki se je začel leta 2020. Podjetje je bilo obtoženo uporabe zavajajočih taktik za prodajo svojih izdelkov, ki jih oglašujejo na televiziji, s čimer so nepošteno izkoriščali svoje stranke. Zavajajoče sheme delujejo na naslednji način. Podjetje objavi oglas za določen izdelek po zelo znižani ceni. Nekateri izdelki so predstavljeni kot vrhunski ali zelo zaželeni, da bi privabili čim več strank. Ko se nekdo odloči za nakup izdelka, podjetje takoj lažno trdi, da je razprodan, da ne deluje pravilno ali da preprosto ni vreden njihovega denarja. Nato so pod pritiskom, da kupijo dražji izdelek, v mnogih primerih pa se dodajo še skriti stroški, zaradi česar stranka na koncu plača veliko več, kot bi sprva. Septembra 20. je bilo odkrito, da to taktiko uporablja podjetje Ontel in proti njim je bila vložena skupinska tožba. To so storile stranke, ki so kupile nekatere izdelke podjetja, vključno z Micromechanic. Huggle Hoodie, Magic Pad, Piggy Pop, Arctic Hair Ultra, Chill Chest, Dust Daddy, Thermopulse Relief Wrap in Miracle Teeth Whitener. Med sodnim postopkom je bilo navedeno, da so prodajalci izdelkov podjetja Ontel uporabljali dvoumni in namerno zavajajoč jezik, da bi stranke prevarali v sodelovanju v promocijah, zaradi česar so kupile izdelke, ki jih niso potrebovale. Niso razkrili števila izdelkov, ki so jih stranke kupovale, zaračunali so jim zavarovanje brez njihovega dovoljenja in lažno trdili, da imajo izdelki 60-dnevno garancijo za vračilo denarja.
Prav tako niso razkrili, da stroški obdelave, pošiljanja in ravnanja niso povračljivi ob vračilu izdelka, zaradi česar so številne stranke porabile veliko več denarja, kot so nameravale. Glavni tožnik v primeru, Paul Martin, je prejel nerazkrito denarno poravnavo, medtem ko je Ontel moral plačati približno $100,000 pravnih stroškov. Podoben primer, ki se je zgodil leta 2025, je povzročil, da so krivci plačali kar $27,6 milijard zaradi izvajanja podobnih shem, v katerih so stranke zavajali v nakup izdelkov, ki jih niso potrebovali. Številka 1. Nekateri prevaranti niso prisiljeni plačati velikih vsot denarja svojim žrtvam, ampak so namesto tega prisiljeni odpisati milijone dolarjev dolga, za katerega trdijo, da jim upravičeno pripada, kot je razvidno iz primera proti Miss Clio in njeni mreži vedeževalcev. Ta storitev je postala zelo priljubljena v ZDA v poznih 90-ih letih. Predstavljala jo je Misa Cleo, samooklicana jamajška šamanka, ki je trdila, da lahko napoveduje prihodnost ljudi z branjem tarot kart. V poznih 90-ih in zgodnjih 2000-ih so bili infomercialni oglasi storitve Mise Cleo vztrajno predvajani na televiziji pozno ponoči, vendar so jih predvajali tudi čez dan. V njih je Misa Cleo trdila, da lahko gledalci pokličejo na številko 800 in prejmejo brezplačno 3-minutno vedeževanje, pri katerem jim bo povedala njihovo prihodnost. Vendar pa ni razkrila, da bi bili vsi, ki bi ostali na liniji več kot 3 minute, nevede preusmerjeni na premijsko plačljivo linijo, ki bi jih stala približno $5 na minuto. Kasneje je prišlo na dan, da je bila Misa Cleo v resnici ženska po imenu Jorey Del Harris, ki sploh ni prihajala z Jamajke. Namesto tega se je rodila v Los Angelesu in si nadela lažen jamajški naglas ter turban, da bi gledalce in klicatelje prepričala, da ima jasnovidne sposobnosti. Njena značilna fraza je bila "pokliči me zdaj" in očitno je bila zelo učinkovita, saj je na tisoče ljudi začelo klicati brezplačno številko, le da so jih na koncu meseca čakalo neprijetno presenečenje, ko so poskušali plačati račun za telefon. To je povzročilo veliko pritožb, zato je leta 2002 Zvezna komisija za trgovino začela preiskavo, med katero je bila razkrita prava identiteta gospe Cleo in njene goljufive poslovne prakse. So bile razkrite celemu svetu. Leta 2002 je bilo podjetje Psychic Readers Network, ki je produciralo in upravljalo infomercial in vroče linije gospe Cleo, obtoženo zavajajočega oglaševanja, zaračunavanja in agresivnih prevarantskih metod izterjave. Med preiskavo so odkrili, da je mreža prevarala klicatelje za skupno približno $1 milijard. Mreži pa je bilo naloženo, da odpiše okoli $500 milijonov dolga potrošnikov. Življenje gospe Cleo je bilo predstavljeno v dokumentarcu iz leta 2022 z naslovom "Pokliči me gospa Cleo". Mreži Psychic Readers Network pa je bila trajno prepovedana prodaja storitev s plačilom na klic.